Lepo pozdravljeni tudi danes. Danes se nahajamo v malo drugačnem prostoru in sicer se nahajamo v drugem razstavišču Umetnostne galerije Maribor, ki se imenuje UGM Studio. Meni je ime Urša, z mano pa je spet David, točno tako. In danes si bomo skupaj, torej v UGM Studiu, ogledali eno zanimivo razstavo. Avtor teh nenavadnih slik za nama je Matija Bobičič. On je znan mariborski mladi ustvarjalec in po dolgem času, po 6 letih, se nam spet predstavlja tukaj v Mariboru v Umetnostni galeriji. In si bova z Davidom zdaj malo bolj natančno ogledala njegove slike. David, kar malo mi povej, kaj vidiš na tej sliki? tu vidim školjko. Školjko? Oblika školjke. Oblika školjke se mi zdi. Tu so zobje, pa gobec. Aha, zobje pa gobec. Kaj še vidiš? Ja, kot da je obut v ene dinozaurove škornjače. Aha, torej takšne škornje ima, David, veš kaj stopi tukaj k meni? Dinozaurovih nog. Aha, malo bova stopila tukaj. Tako da ima škornje narejene iz dinozaurovih nog. Zelo zanimivo. Pa da bo je nekdo pribil gor tako dinozaurovo glavo. Pa res, ne? Ja, tako da kriven gre, pa tako tu pa snijel, kot da bi noter bil lasen. Kot da ima laserske luči. Kakšno pa ima glavo, ta nenavadna figura? Lijak. Bljak. A sploh kako vidimo glavo od te figure? Ja, lijaki. A kot lijak? Jaz sem razumela, da si rekel bljak, David. Torej, zgleda kot, torej tale glava se ti zdi, da zgleda kot en lijak. Kaj pa tukaj zgore, tukaj ven? Ena glavica. Ena glavica, ja, kakšen izraz pa ima na obrazu? Veseli. Veseli, ne, takšen malo spačeno, vesel obraz. Točno, tako, zelo zanimivo. Umetnik Mitja Bobičič se je pri svojih umetninah, za svoje umetnine navdihoval pri igračkah, risankah in filmih, ki jih je gledal, ko je bil še otrok. Zelo rad je imel, na primer, film Jurski park, in zato vidimo, da so na teh njegovih slikah prisotni tudi dinozauri. Tukaj vidimo dinozaurove glave in David nam je prej opisal, da tile dinozauri prav streljajo z laserji iz oči. No, igral pa se je tudi z akcijskimi figuricami, to so takšne igračke, junaki iz plastike in tele figurice vidimo, da je tudi naslikal na tele sliki, ampak jih je malo po svoje, malo drugače skombiniral. Vidimo, da je temu akcijskemu junaku dal kar drugačne noge dinozaura mu je dodal in njegovo glavo je pa kar pobarval, tako da se je s temi podobami iz risank in iz filmov kar malo poigral in jih je sestavljal na svoj način. Tukaj pa vidimo še en lik, vidimo, kako nas tukaj v zgornjem levem kotu kuka in gleda na nas en klovnovski obraz. David, kakšne barve je ozadje na tej sliki? Svetlo modro. Svetlo modro. Tako turkizno, malo pa preturkizno. Tako. No, ta lik tudi zelo nenavadno zgleda. Kakšne pa ima noge, kakšne ima stopala? Eno je večjo kot druge. Ja, točno tako. Eno je zelo veliko, eno pa zelo majhno. Kaj pa ima obuto na nogah? Teniske, tekaške teniske. Točno tako, tekaške teniske ima. Gamaše. Pa gamaše, oziroma, ja, morda tudi celo kot kakšne nogavice izgledajo. Prej si rekel, da te spominjajo na nogometaša, ne? Ja, ne, celo to trup, spodnji trup, če ne bi tega vrovat, to bi izgledalo, kot da ta noga izgleda, kot da bi bila nogometaška.
pa res, ne, res gleda, kot da bo tako, kot da bo nekam brcnil, ne. David, prej si, ko sva se pogovarjala, si mi še na zelo zanimiv način opisal tukaj, tole majico si danes že nekaj videl. Ja, točno na tiste, tam, ko smo se prej pogovarjala, ko je Los Angeles pisala. Tako, torej, neke stvari, nekateri elementi se torej na slikah tega umetnika Matije ponavljajo. Ampak tukaj pa nekaj nenavadnega. Kaj se tukaj dogaja, David? To si še prej takole opisoval? Tam ven zmaj se zraste glava. Koja ima dve glavi, ena je lubanja, mičkena lubanja. Ja, tukaj zgoraj, ne? Kako se že reče, hladilkarja. Ja, malo bolj tja bova stopila, zato da bodo tisti, ki bodo gledali na en posnetek, lahko videli, o čem se pogovarjala. Pa tudi tako smešna usta, kot da bi kikiriki, da kikirika. Ja, a tudi ta glava malo spominja na dinozaura, David? Ne. Ne? Se ti zdi, da ne? Tebe bolj na kuro, na kokol spominja. Zanimivo. No, kakšna pa je tale glava zgoraj v desnem zgornjem kotu? Kako bi pa to glavo opisal? Kot da bi bila okolo one ribe, to kačarice. Pa tu mi zgleda, kot da so tu malo nasjeto črno, kot da so lasje, pa ima zakrit obraz. Torej, vidimo, ne, spet zgleda takšno kot tista riba kladvenica, ne, tisti morski pes, ki ima tako ploščato glavo, na to te spominja. Ja, pa tudi tam zgleda, kot da ima malo lasje, kot da je za obrazom, ki ima krit. Tako, torej spet ena takšna zelo nenavadna slika. Moje ime že poznate, sem David in danes vam bom predstavil še tole sliko. Je na takem živahnem roza platnu, dol pa zgleda, kot da bi tu bil isti ozorec vse, samo ni. Koliko če pogledamo bolj natančno, so nekatere bolj večje, nekatere bolj manjše, pa recimo tam bolj gor, pa tam bolj dol, obrov, pa tak niso si glavnem podobne. No in glavnem, tam zgoraj, pa ker vidimo en taki bel obraz, ki zgleda spominja na klovna, ki tako zaskrbljeno gleda smrt. Za prste pa ima tako sivo barvo, tako sivo, bolj tako neživahno. Pa seveda tudi, če pogledamo tu vzorec, tu, pa tu, pa tu. No, v glavnem, zdaj pa vam bom še povedal nekaj, kaj mi pa ni všeč na tej fotografiji. To, da se te lobanje tako čudno režijo, tako Zdaj pa še k današnji nalogi. Ker je danes pustni torek, vam predlagava z Davidom, da se tudi sami naredite preproste maske, ki nas malo spominjajo na umetnine Matije Bobičiča. So zelo enostavne, z njimi se lahko doma igrate, tudi takrat, ko ni pust. Navodila, kako narediti to masko, pa sledijo.